Današnja seja je bila izredno pomembna, kajti obravnavali smo porevizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije, ki zadeva popravljalne ukrepe, ki jih je Zavod sprejel v zvezi z revizijskim poročilom omenjenega sodišča, ki je seveda dal poročilo o učinkovitosti upokojitvenega postopka. Računsko sodišče je od organa upravljanja zavoda zahtevalo, da v mejah svoje pristojnosti sprejme odločitve in ukrepe, da bo z njimi seveda odpravil zavod tiste pomanjkljivosti, na katere je Računsko sodišče že dalj časa opozarjalo, pa tudi v tem zadnjem svojem poročilu. Zadevaj pa predvsem matično evidenco zavarovancev in matično evidenco upokojencev ter odpravo napak oziroma odločb, v katerih pokojnina posamezniku ni priznana v skladu z veljavno zakonodajo. Do kdaj naj bi bilo to odpravljeno? Ja, roki so zelo različni. Svet zavoda je vodstvo zavoda zadolžil, da nekatere ukrepe realizira do konca junija prihodnjega leta, nekatere do konca leta 2012, seveda pa ne le zavodu. Svet je predlagal tudi Ministrstvu za delo in drugemu pristojnemu ministrstvu, da takoj, nemudoma poudarjam, začne pripravo sprememb zakona o pokojninskem zavarovanju, da bi ponovno uveljavili izredno pravno sredstvo, s katerim bi lahko odpravili take napake, ki jih ugotavlja Računsko sodišče, in na drugi strani, da bi dali tudi možnost zavarovancem, da v tistih primerih, ko zavodu ne uspe pridobiti podatkov od delodajalca oziroma drugih zavezancev za dajanje podatkov o potrebnih za matično evidenco zavarovancev, da jih pod določenimi pogoji, to moram posebej poudariti, da zavarovanec sam. Na ta način seveda bomo lahko naredili postopek, bomo rekla, uveljavitve pravice do pravic iz pokojninskega zavarovanja in drugih pravic iz invalidskega zavarovanja bolj učinkovit. Rada bi pa posebej opozorila na to, da se tako vodstvo zavoda, kot tudi svet zavoda zaveda, da matična evidenca zavarovancev, ki je temelj in prvi, bom rekla, proces v celotnem, bom rekla, postopku upokojitve in nakazovanja pokojnin izrednega pomena in da tle nosijo odgovornost tudi tisti, ki jim zakonodaja nalaga določene dolžnosti. Če se tega ne bomo zavedali, potem ne bomo mogli govoriti, da na tem področju bo kdajkoli funkcionirala pravna država. Ja, žalostno sem bila zato, ko sem ugotovila, da taka organizacija, kot je SCT, ki jo vsi dobro poznamo, nekoč paradni konj te družbe, 16 let, ni svoje dolžnosti glede posredovanja podatkov v matično evidenco zavarovancev izpolnjevala. Menim, da komentar k temu res ni potreben.